Že 7. leto zapored je bil krog med predstavniki poslovne prakse in študenti poslovnih ved uspešno sklenjen. Študentska poslovna konferenca Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani je odprla vrata študentom vseh slovenskih fakultet, da s svojimi zaključnimi nalogami izrazijo uporabno znanja, pridobljenega v času njihovega študija. Moram reči, da smo bili letos še posebej presenečeni, ta številka 7 postaja malce pravlična. Imamo največ udeležencev do sedaj, preko 400. Imamo ogromno partnerjev iz gospodarstva, ki so podprli dogodek in seveda imenitne govornike, ki so, lahko rečem, v resnici vsebinsko obogatili program. Na kakšen način pa želi ta študentska poslovna konferenca posredovati med študenti in delodajalci? Predvsem tako, da je to stičišče in zbirališče tistih študentov, ki znajo pogumno izstopiti iz množice, povedati, da so nekaj zmogli narediti dobro in seveda to ponuditi delodajalcem. Torej tisti delodajalci, ki razumejo, ki znajo iskati prave kadre, ki so v tem tudi sistematični, so zagotovo prisotni na našem dogodku. Zakaj? Najdejo pred seboj študenta, ki zna predstavljati, ki je seveda tudi dovolj pogumen, da vse to, kar je napravil v svojem študiju, bodi si diplomo, magisterij, projekt, poslovni načrt ali neko posebno diplomsko ali magistrsko delo, zna seveda to na nek način ponuditi praksi tako, da je ne samo razumljivo, ampak tudi uporabno. In ta vidik mislim, da delodajalci redko srečajo, ko opravljajo običajne intervjuje, ko pravzaprav zaznavajo študente, seveda pa hkrati so to tudi običajno študenti, ki niso samo vključeni v študijski proces, ampak imajo tudi veliko obštudijskih dejavnosti. Čeprav jih je malo, smo lahko ponosni na inovacije, ki so ustvarjene v slovenskem prostoru. Delavnica inovativnosti in ustvarjalnega mišljenja je poudarila pomen inovativnosti za študente in slovenska podjetja. Koliko pa smo Slovenci inovativni, ustvarjalni, morda poudarjeno mlajši? Ja, v bistvu mednarodne primerjave kažejo, da je raven inovativnosti bistveno prenizka. Te primerjave v bistvu kažejo na zaostajanje z evropskim povprečjem, še dosti bolj pa z povprečjem Japonske, ZDA in vedno bolj tudi tako imenovanih BRIC držav, se pravi Brazilije, Rusije, Indije in Kitajske. Stvar je v bistvu zaskrbljujoča, ker je to edini faktor nekih konkurenčnih prednosti, na katerih lahko Slovenci prosperiramo v tej globalni tekmi in zaradi tega pač tudi na Ekonomski fakulteti dajemo veliko poudarka tako ustvarjalnosti kot tudi inovativnosti in bomo se na to osredotočili tudi v bodoče. Kaj pa so ti glavni zaviralni dejavniki, ki prečijo polet ustvarjalnosti in inovativnosti? Ja, moram ugotoviti, da je to naša kultura nacionalna, je kar velik zaviralni dejavnik. Mogoče bi kar ponovil eno trditev, ki jo imajo v slovenskem podjetju, ki pravi, da vsi so vedeli, da to ni mogoče, potem je prišel eden, ki tega ni vedel in mu je uspelo. Skratka, mogoče se bi raje osredotočili na neke dobre prakse, ki vseeno obstajajo v kar nekaj slovenskih podjetij, kot pa na trenutne medijske zgodbe, katerim smo priča. To bi gotovo pomenilo en premik v glavah in korak naprej. Moj namen je bil, da pravzaprav pokažem študentom, da je ustvarjalnost proces, s katerim raziskujemo svoj lastni jaz. In pravzaprav postajamo vse bolj to, kar smo. Po drugi strani vemo pa, da ustvarjalnost v kombinaciji z etiko pravzaprav pelje to družbo v tak stadij, da začnemo živeti tisto, kar danes poznamo pod pojmom trajnostni razvoj. Že tradicionalno pa so na študentski poslovni konferenci svoje znanje in izkušnje na mlajše generacije prenašali tudi številni uspešni in vidni gostje iz stroke in prakse. Gosta Luka Gatija, ki ga je pripeljal Generali, torej zavarovalnica Generali. Potem lahko omenim seveda izjemno sporočilen govor gospoda Svetelška, predsednika Združenja Menedžer Slovenije in predsednika uprave Petrol, kaj in kdo je danes menedžer in predvsem kaj morajo o tem vedeti študentje. In seveda lep zbir govornikov v okroglih mizah na temo, kako sem uspel in pa kaj mora pravzaprav študent vedeti, kaj si želi delodajalec. Prijetno je tisto, kar je pa najbolj zanimivo danes, še vedno pričakujemo Petro Majdič, upam, da se bo odzvala našemu povabilu in seveda tudi skupaj z gospodarstvom
gospodarstveniki odgovarjali na vprašanje, kako in zakaj sem uspel. Preprosto zato, ker v to življenje, tudi študentsko, želimo vnesti številne vrednote in predvsem tiste izzive, s katerimi se je potem potrebno soočati v običajnem življenju. In res je presenečenje uspelo. V okviru okrogle mize z naslovom Zakaj sem uspel je študente nagovorila tudi velika športnica in Slovenka olimpika Petra Majdič. Obstaja po vašem neka univerzalna formula za uspeh? Ja, definitivno želja. Želja, če imaš željo, ji boš sledil in prvo, kar je potrebno, je želje in to te bo tudi motiviralo vedno. Če bi za vas osebno vprašala, kaj so bili neki večji mejniki v vašem življenju? Definitivno, ko sem spoznala tek na smučeh, potem v bistvu v dilemi v izbiri srednje šole in pa ali iti v šport, ali iti v kakšno drugo kategorijo. Potem sem se odločila za šport, to je bilo takrat. Pa v bistvu tam okrog 20-21 leta, ko v bistvu si na prelomnici, ko veš, da moraš začeti resno življenje, da v bistvu hobi, ki je pač moj hobi, biti stalno tek na smučeh, ti nekako ne omogoča eksistence. In takrat je bilo v bistvu nekako se je šlo, da so bili super dogodki, prve medalje na večjih tekmovanjih in tudi pač kasneje služba na ministrstvu. Tako da to so bili taki mejniki, ki so me pol zadržali vedno v teku na smučeh. Kaj bi morda svetovali mladim, čemu naj sledijo v življenju? Željam. Najprej se malo usedite dol, pogovorite sami s sabo, kaj si želite, potem temu sledite, pa dejstvo je optimizem. Tudi če vas 10 ljudi zavrne, mogoče te 30 vas pa ne bo. Tako da bodite optimistični, naravnani pozitivno, to je tudi v bistvu zelo zaželjeno in pri v bistvu direktorjih ali pa v bistvu, ko pa se greš pogovarjati za službo ali karkoli. Generalno v življenju, samo optimizem je tisto, ki te pelje bistveno lažje čez življenje. Tudi drugi ugledni udeleženci okrogle mize, slovenski ekonomisti, so študentom predstavili svojo pot do uspeha in njegove gradnike. Formula za uspeh je to, da imaš rad življenje, da imaš rad ljudi, da si zdrav, da se učiš v življenju o novih tehnologijah, ki nam omogočajo boljše življenje in to znanje deliš naokrog. Sam vem, kak je bilo, ko sem bil v šoli, zakaj, kaj bom imel od tega. In fajn je, da mogoče slišijo o nas, ki smo malo starejši, ki smo to živeli skozi, zakaj so neke stvari pomembne in kaj pravzaprav jih čaka v realnem življenju, ker to je zdaj ena velika teorija, praksa še pa le pride. Kakšnih diplomantov si želite v vašem podjetju? Kateri atributi so tisti, ki bi vas prepričali strani tega diplomanta? Vse ti, ko iščeš nek kader, približno veš, kaj iščeš, če govorimo o izobrazbi ali pa o nekih znanjih. Mislim, da je vse pri meni osebno, ko kadrujem, je poleg tega nekega minimuma, ki ga predpisujemo, je bolj pomembno torej karakter človeka. To, da je on dejansko pripravljen delati, da je pripravljen vložiti svojo energijo in pa predvsem, da bo predan podjetju in da bo znal tudi timsko delati z svojimi sodelavci. Tako da se mi te osebne vrednote, tiste odločilne, na podlagi katerih jaz kadrujem. Danes ste sodelovali na okrogli mizi, mogoče obstaja po vašem neka univerzalna formula za uspeh? Jaz mislim, da ne. Jaz mislim, da tako, kot sem rekel na okrogli mizi v bistvu. Prvič je uspeh zelo relativna zadeva. Najbolj važno je to, da se enkrat odločiš, kaj si želiš v življenju, pol je pa tudi to treba vložiti veliko dela, treba imeti malo sreče, pa še malo poguma zraven, pa v bistvu ponavadi zmeraj uspeh. Kaj so pa bili mogoče neki večji mejniki v vašem življenju? Ja, moji večji mejniki so bili sigurno prvič to, da sem se odločil za Generali. No, potem ta pač zadeva, da sem prišel do enkrat predsednika uprave na zadnje, kjer se življenje spremeni, čeprav si tega pri začetku ne priznaš. Je pa še en zelo velik mejnik v mojem življenju in to sta oba moja dva otroka, tako da to sta pa zelo velika. Za konec, kakšnega diplomanta bi vi zaposlili v vašem podjetju? Kaj bi od njega pričakovali? Predvsem mora imeti odprto glavo, predvsem mora biti nekdo, ki se je pripravljen celo življenje učiti, pa nekdo, ki je pripravljen vlagati v svojo kariero, znati komunicirati, nazadnje pa znati tudi delati z ljudmi.
Ob vzajemni komunikaciji poslovnega in akademskega sveta na študentski poslovni konferenci so v njenem drugem delu predstavnikom gospodarstva in stroke spregovorili tako slovenski kot tudi tuji študenti. V obliki zaključnih strokovnih nalog, diplomskih in magistrskih del ter poslovnih načrtov in projektov mladi predstavijo konkretne rešitve praksi, katere so pripravili na podlagi svojega znanja pridobljenega med študijem. Po besedah predsednice študentske poslovne konference ostaja prijava študentskih del osrčje tega dogodka. Izmed 88 prijav smo izbrali 18 takšnih, ki dobro odgovarjajo na izzive slovenskih ali mednarodnih podjetij. Konferenca je namreč ne samo vsenacionalna, ampak tudi mednarodna. Namreč prispela so dela od Amerike, jugovzhodne Evrope, srednje Evrope. Skratka, moram reči, da smo res pisan zbir pravzaprav kar mednarodne skupnosti tukaj in pravzaprav zato, ker naša šola tudi raste tako, se postaja vse bolj mednarodna. Prispevki študentov so bili razporejeni po 8 poslovnih področjih: finance, menedžment, ravnanje z ljudmi pri delu, podjetništvo, trženje, mednarodno poslovanje, informacijska tehnologija in turizem. Letos so se prijavila študentska dela, ki so nastala v študijskem letu 2008-2009 na Ekonomski fakulteti v Ljubljani in drugih poslovnih šolah ter izobraževalnih ustanovah v Sloveniji in tujini. K sodelovanju so pristopili tako posamezniki kot skupine študentov. Izbor najboljših del posamezne kategorije in najboljše predstavitve so izvedle strokovne komisije, v katerih so bili vključeni zmagovalci posameznih kategorij študentske poslovne konference iz preteklih let, predstavniki fakultet in predstavniki gospodarstva. Kaj pa pomeni zlata predstavitev študentske poslovne konference in kaj so njeni kriteriji? No, tisto, kar je misel letošnje ŠPK, je pravzaprav ustvarjalno razmišljanje. Je inovativnost, kreativnost, torej odprtost tudi do nekaj drugačnega, smelega, pogumnega, vztrajnega. In zlata predstavitev bo nagradila tiste, ki bodo v tem najboljši, torej ki bodo znali na pravi način predstaviti, sporočiti vso to misel, ki so jo gradili in seveda vso metodologijo, raziskovanje in reševanje problema, ki so ga vključili v svoja dela, bodisi diplomo, magisterij, projektno delo, poslovni načrt. No in zakaj je to pomembno? V zadnjem času, ko evalviramo kakovost naših programov in ko ugotavljamo, kako so doseženi učni cilji naših programov, so prav ta, bi rekla, sporočilnost, inovativnost, kreativnost v samem nastopanju tista veščinska sporočila, ki malce manjkajo. In zato je ŠPK tudi prostor, kjer to spodbujamo, kjer želimo nadgraditi seveda ta vedenja in zato smo tudi že na začetek programa dali tako imenovani predkonferenčni program delavnic, kjer smo se učili dobro prezentirati in kjer smo razmišljali drugače, torej inovativnost, ustvarjalnost in kreativnost v tem našem študijskem in sicer življenjskem razmišljanju. Ti dve delavnici sta bili zelo dobro obiskani in moram reči, da upam, da bodo vsa ta znanja zdaj prenesena tudi v veščine vsakega dne, lahko rečem, študentskega bivanja na tej fakulteti. Nagrade študentske poslovne konference 2010 so svečano podelili njena predsednica, profesor dr. Maja Makovec-Brenčič, dekan Ekonomske fakultete, profesor dr. Dušan Mramor, predsednik Nove Ljubljanske banke, magister Božo Jašovič in ljubljanski župan Zoran Janković, ki je tudi častni pokrovitelj študentske poslovne konference. Kako se počutite tukaj na Ekonomski fakulteti? Se mi je videti izjemno dobro. To je moja fakulteta, jaz sem prepričan, da je najboljša ne samo v Sloveniji, ampak daleč naokrog. Konec koncev je ena od 50 fakultet poslovnih šol na svetu, ki ima obe akreditacije, evropsko in ameriško, med 16.000 poslovnimi šolami. In biti med študentkami in študenti, tistimi, ki ustvarjajo našo prihodnost, je nekaj izjemno lepega. Polni energije, polni ambicij, želje po uspehu. Naša edina zadeva, ki jo lahko damo, je to, da ne bodo pogumni, ne si želijo uspeha, ne bodo ambiciozni in ne tekmujejo. In to je tisto, kar jim jaz svetujem. Kako to, da ste se odločili za častno pokroviteljstvo današnjega dogodka? Jaz sem že kar nekaj let, mislim, 3. mandat predsednika Alumnija, sodelujem zelo dobro z Ekonomsko fakulteto, tudi verjamem vanjo in na povabilo, kaj mi pa drugo stane, kot da rečem ja, z veseljem. Se v Sloveniji podjetja zavedajo učinkov kakovostne strukture zaposlenih in na kakšne načine delujejo v tej smeri? Vedno več, jaz se spomnim že prej in tudi sedaj pa že prej v Mercatorju smo dali prednost diplomantom na Ekonomske fakultete. Imeti v bistvu te obe svetovne akreditacije, biti med 50 najboljšimi na svetu, ti daje eno zagotovilo, da tisto, ko tudi študira, je tudi prihodnost.